Velikokrat me vprašajo, zakaj stare tehnike prodaje ne delujejo več. Stare tehnike prodaje temeljijo na tem, da skuša prodajnik stranko prepričati oziroma navdušiti, da naj kupi njegov izdelek. In posledično seveda pomeni, da prodajnik na prodajnem razgovoru preveč govori. Razmerje tega, koliko govori stranka in koliko govori prodajnik, bi moralo biti naslednje. Stranka govori 80% časa in prodajnik govori 20% časa. In kaj se zdaj zgodi? Ko prodajniku rečejo, ne smeš preveč govoriti, moraš stranko poslušati, potem je seveda prodajnik tiho in z velikimi očmi gleda stranko in prikimava in velikokrat se zgodi, da stranka v nedogled govori. Tukaj je treba biti pozoren na 3 stvari. Stranka lahko takrat, ko govori o 3 stvareh. Ali o svoji želji, ali o svojem problemu, ali o svojih strahovih, ovirah pred nakupom. In naš prodajnik mora najprej razbrati in pravilno slišati, ali gre za željo, ali gre za problem, ali gre za strah. In potem mora vsakega od teh 3 znati pravilno obvladati. Vedeti mora, kaj narediš za željo, kaj narediš s problemom in kaj narediš za strahom. In tega znanja prodajniki ta trenutek marsikje nimajo. In to je razlog, zaradi česar se je potrebno naučiti zaključevati, ker zaključevanje pomeni, kje ostane denar. In če prodajnega postopka prodajnik ne zna zaključiti, potem bo stranka kupila pri konkurenci. Jaz pa vam želim, da kupi pri vas, ker ste vi najboljši na trgu.